Dijaki zakopani globoko. Ne, mi dijaki. Smo dijaki, smo zakopani globoko. Ja. Med tiste. Ja. Je vrede? Ja, vrede. Si ziher, kaj je vrede? Ja. Okay. Pozdravljeni! To je že naša 111. oddaja. Medtem, ko ste vi globoko v jeseni, so naši dijaki zakopani globoko med teste. Začetek oddaje namenjamo dogodkom v začetku šolskega leta. Ne, to logično. Za dijake prvih letnikov se je letos prvi šolski dan začel že 31. avgusta popoldan, ko smo se skupaj starši zbrali v Ljutomeru, telovadnici Šic in prejeli tiste najpomembnejše informacije o šoli, pouku, razrednikih ter kolesju, ki poganja šolski sistem na GFML. Z bodočimi sošolci smo se sramežljivo spogledovali, more biti zaradi zadrege, more biti zaradi strahu, kdo bi vedel. A vso zadevo so hitro olajšali motivacijski ravnateljev nagovor in prijazni razredniki. Prva spoznavna faza je tako minila brez zapletov in pretresov. 1. september smo, kot je za prvošolce običajno, preživeli zadržano, rahlo zategnjeno, s pogledi uprnjenimi v tla, vendar navdušeni in vse polni pričakovanj. Dan zatem je sledil uradni sprejem novopečenih dijakov v skupnost GFML. Dokazovati smo se morali s petjem, plesom, prepoznavanjem avtorskih besedil, s premagovanjem ovir oziroma šolskega inventarja in seveda s tem, kako dobro poznamo šolo ter vse, ki dihajo z njo. Vse to smo opravili z odliko, še najbolj pa za prisego, s katero smo obljubili, da bomo pridni in odgovorni GFML-jevci. In ponedeljek, ki je sledil, je bil za vse nas že povsem običajen dan na GFML. STEAM je mednarodno uveljavljena okrajšava za preplet ved naravoslovje, tehnika in tehnologijo, umetnost ter matematiko. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. Pedagoška fakulteta iz Ljubljane je v preteklem tednu organizirala prvo mednarodno konferenco z naslovom Trajnosti naproti soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja. Konference se je udeležilo kar nekaj uglednih tujih predavateljev, v delavnicah pa so se na povabilo organizatorja predstavile tudi naše dijakinje. Eno od sekcijskih predavanj in zaključek konference je izvedel gospod Michael Gregory, profesor fizike na zasebni šoli v Parizu. Sicer tudi francoski predstavnik projekta Science on Stage Europe. Gospod Gregory je že predtem obiskal nekaj šol po celotni Sloveniji, med drugim nas je s svojim obiskom počastil tudi na GFML. Z dvourno predstavo fizikalnih poskusov s poglobljeno razlago je popestril dan dijakom in profesorjem, ki so se predstave udeležili. Ob dnevu slovenskega športa smo namesto šolskih copat obuli pohodniške čevlje. Na dan slovenskega športa 23.9. smo se dijaki GFML odpravili različnim športnim podvigom naproti. Prvi letniki smo se na hladno petkovo jutro odpravili proti Miklošičevi domačiji. Pot sicer ni bila dolga, a nas je zadnji klanec pošteno izmučil. Zato smo se na cilju z veseljem planili na vse, kar je prilezlo iz nahrbtnika. Sledilo je tekmovanje med razredi. Pomerili smo se v kvizu o Ljutomeru, Francu Miklošiču, gimnaziji in Narečju. Drugošolci smo odpešačili do Gajšovskega jezera. Slišalo se bo smešno, vendar smo se kot kaki upokojenci celja res najbolj veselili zaradi okušenih sendvičev. In da bo dan športa res športen, smo upravili še nekaj dodatnih kilometrov okrog jezera. Dolga in še daljša cesta nas je potem vodila nazaj v Ljutomer. Medtem so tretjiletniki obiskali Hermance, kjer stoji največji klopotec na svetu. Pot po prečudoviti jesensko obarvani pokrajini je vodila ob gozdu mimo vinogradov. Po skoraj 2 urah se je končno prikazal cilj, kjer naj bi sicer stal obljubljen klopotec, ampak ga žal ni bilo. Očitno Prleki letos zamujajo.
ali pa so samo malo prehitri, kdo bi vedel. A svoje razočaranje smo hitro pregnali z glasbo, petjem in klepetom. Vsi dijaki smo se naposled znova srečali na Ljutomerskem mestnem trgu, kjer je potekal podnebni protest in tako smo sporočilno zaključili naš športni dan. Kako biti v redu? Tako, dosti spiš, pa ješ, pa igrice špilaš. Kako res biti v redu, nam je v odličnem predavanju predstavil Aljoša Bagola. Ponedeljkovo jutro smo tokrat na GFML pričeli z motivacijskim govorom Aljoše Bagola. Priznani govorec, avtor knjižnih uspešnic in kreativni direktor je za dijake in zaposlene pripravil predavanje z naslovom Kako biti v redu. V uri in pol smo se tako sprehodili od vpliva novodobnih tehnologij na naše počutje do njegove osebne življenjske zgodbe in karierne poti ter se ustavljali ob ključnih točkah prepoznavanja pasti, v katere nas ovijajo mediji in v nas izzovejo nezadovoljstvo, primerjanje ter izčrpanost. S pomočjo besednih iger je predavatelj prikazal marsikateri življenjski nauk, na katerega v tempu sodobnega časa pogosto pozabljamo in nas na koncu pripeljal do spoznanja, da je vredno živeti življenje odgovorno in zavestno, vsak dan posebej. Kaj imajo skupnega jesen, šola in muzika? Kostanje, piknik. Ne, jesenski koncert na GFML terasi. Noro je bilo. Potovanja od misli do misli, od mesta do mesta, ta dolga cesta. Pričakovanja od tebe do mene, od mene do tebe. Noči brez spanja in dnevi čakanja in zalovanja. Iskanja drugih načinov, da isto početje.
a on srčno nitje. Čez bo zacilil svet, čez bo pomlajšal ta planet, in ko naju ne bo, ostalo bo rožnato nebo, čez bo ohranil duh, se bo v usta ostahnu, in ko naju ne bo, ostala bo duša, ne telo. Čas bo rekel svoj, čas je še za en krog, čas je še za en krog. Što te voli toliko, a
čitavo ne, prava zvezda Nerecija. Ti si oko in daj ju znam. Hajde ljubimo ove noći, hajde zaljubi se u moje oči. Tvoje su usnjega čokolada, to mi se dopada. Hajde ljubimo ove noći, hajde zaljubi se u moje oči. Tvoje su usnjega čokolada, to mi se dopada. Če so na tem koncertu bili tudi mednarodni gostje? Tako je. Koncerta so se udeležili tudi dijaki iz Srbije in Makedonije. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je s projektnima partnerjema Gimnazijo Svetega Klementa Ohridskega in Gimnazijo Mladenovac uspešno kandidirala na razpisu Erasmus Plus Mladi v akciji mladinske izmenjave. Projekt smo poimenovali Šport in umetnost zdravita dušo, saj zlasti v pokoronskih časih opažamo porast tesnobnosti, anksioznosti in stik med mladimi. In šport ter umetnost sta nedvomno tisti dejavnosti, ki pomagata pri premagovanju in soočanju s slabimi občutki in črnimi mislimi. Prvi del aktivnosti je potekal oktobra v Sloveniji. Tako se je zbralo 32 mladih iz 3 različnih držav, ki so na različne načine spoznavali novo okolje in prijatelje ter z neformalnimi oblikami učenja razvijali svoje kompetence. Udeležili so se raznovrstnih delavnic, se potepali po bližnji okolici, obiskali so tudi slovenske bisere, na primer Postojnsko jamo, ni pa manjkal niti obvezni obisk prestolnice. Najbolj jih je navdušil koncert naših dijakov na šolski terasi, na katerem so se tudi sami predstavili z glasbeno točko, na koncu pa vsi skupaj zaplesali. Mladi gostje so bili izjemno hvaležni za ponujeno priložnost, očarali sta jih naša pokrajina in šola, domov so tako odšli z lepimi vtisi in zavedanjem o tem, da smo si v marsičem podobni, čeprav ostajamo edinstveni v jeziku, tradiciji in kulturi. Za konec pa še nekaj domačega. Dijaki 4. letnikov umetniške gimnazije so v okviru projekta Iz domače špajze in kleti pripravili kratke promocijske videe lokalnih ponudnikov. Nekaj le-teh si oglejte v nadaljevanju.
Kaj pa povej za konec? Ja, pa ne vem, če je profesor ne nič napisal. Kaj pa ponavadi povejo? Neka jesen, pa listje pada. Ok, dobro bo nekaj. Naprimer, hvala za ogled in se vidimo prihodnji mesec. Ja, nekaj takšnega.